Šola za častnike izvaja vojaški tabor 2013, ki ga je 14-tič izvajal. Skoraj 2000 pripadnikov je že šlo skozi te aktivnosti. Tokrat smo nekaj novosti prikazali. Predvsem smo pa formirali učno pehotno četo, znotraj katere razen nekaj ključnih dolžnosti so vse poveljniške dolžnosti zaupane naših kandidatov za častnike. Taborov poveljuje nadporočnik Sagadin. On bo kasneje tudi predstavil relief tabora in koncept vaj in potem bi začeli. Super, vredo. Imamo 73 udeležencev tabora, vedno več, ja, več kot lani. Vedno več, letos je bilo 161 prijavljenih, 81 smo spravili v samo delo, 8 je 50 pripadnikov je stalne sestave, torej kar dosti podpore slovenske vojske, visoki polk, gorski polk, prva brigada, tako da zelo dobro, kot vedno. Sam koncept bo pa slonel na treh vajah, prehodu reke z improviziranim mostom, premagovanje žično-minsko-eksplozivnih ovir in potem demonstracija. Nahajamo se tukaj, imamo na vzhodni strani imamo v bistvu učilnico in pa jedilnico ter umivalnico in pa logistični element. Na tem delu imamo nastanitvene objekte oziroma šotore in pa to taktično stezo. Na tem delu imamo tabor, tako imenovano patrulno bazo in pa potem samo strelišče, na kateri se bo izvajala taktična vaja. Gibali se bomo tot najprej na vrni most, ker nam bo VCOGB s pomočjo VCOGB-ja predstavil ta prehod čez reko. Potem bomo šli na taktično stezo, kjer nam bodo ti udeleženci tabora prikazali, kaj smo delali v bistvu na taktični stezi in kar so se naučili. Premaknili se bomo v ta tabor, v patrulno bazo, kjer nam bodo iz 132. gorskega prikazali oziroma nam kratko povedali, zakaj je tak in zakaj v bistvu smo ga tam postavili. Nato se bomo premaknili samo malo niže, kjer si bomo gledali taktično vajo in potem bodo se vse enote zbrale tukaj pri naših nastanitvenih objektih, da še jih mogoče nagovorite in pozdravite. To je bilo to. Super. Najprej bi vas rad pozdravil, se vam zahvalil za vašo predanost. Inštruktorjem bi čestito za njihovo delo in potrpežljivost in dobro vodenje in po mojem dobro upravljeno delo. Vsem vam, ki ste pa v tej uniformi kot sem jaz, pa čestitke za vašo hrabrost, da ste se odločili, da prijete k nam, predvsem pa West Pointom sem jaz, smo enaki v uniformi, predvsem za odločenost, da ste prišli k nam in hrabrost bi rekel včasih in upam, da se kmalu vidimo v stalni sestavi Slovenske vojske, ker upam, da ste v teh par dnevih tisti, ki ste povratniki, bi rekel, spoznali, da je vojska in tovarištvo, ki je v vojski, ki vedno poudarjam, še vedno dobra in na visokem nivoju. Torej, tisto, kar je mogoče v civilni družbi, civilnih podjetjih lahko pogrešate danes, je ravno tisto, kar je bistvenega pomena v vojski, to je pa tovarištvo, tvoj soborc, tovariš, kolega, prijatelj in na koncu drug za druga ravno delata in to je tista vez, ki jo želimo vzdrževati. In če ste vse to dobili in da odhajate domov z enim prijateljem, badijem ali pa tovarišem več, smo dosegli svoj cilj. Če pa prijete še k nam nazaj v vojsko, potem kot profesionalni del, smo pa dosegli 2 cilja in to smo ponosni. Jaz upam, da boste odnesli pozitivne izkušnje. Vse tisto, kar je negativno, pozabite za par dni in verjamete tudi to negativno, potem čez en mesec prije pozitivno, ker se unega pozitivnega več ne spominjate, ampak samo uno težko, slabo pa kako je bilo in se potem to običajno prihajajo vici, šale in verjamem, da bo tudi to potem pozitivno. Tako da vam čestitam. Jaz upam, da boste predvsem napisali tudi kakšne komentarje in res vaše poglede, kaj bi lahko bilo boljše, kaj je bilo nepotrebno in kaj bi lahko bilo, če se boste vračali, ko se boste vračali, kaj bi lahko naredili drugače. Prišlo je kar nekaj idej, da verjetno bo treba počasi vse en del zamenjati lokacijo, pa to smo že lani govorili, pa verjetno ravno ni bilo, podpolkovnika Kobala ni bilo zraven, bi mogoče vedeti, da smo govorili o različnih lokacijah po Sloveniji, od Kočevske reke, Ankarana do česa drugega, tako da jaz verjamem, da bomo drugo leto to drugače naredili, drugače zapeljali
in da bo še bolj dinamično, da boste videli večji spektr Slovenske vojske. Torej, verjamem, da ste kar nekaj videli, torej vozil, helikopterjev, tisto, kar imamo, verjamem, da bo pa še tudi drugače na drugih lokacijah, z drugačnimi siljami, tudi da boste mogoče našo ladje videli, ki smo ponosni na njo. Kakšno vprašanje? Zakaj ne traja več časa? Naslednje vprašanje. Zakaj ne traja več kot 2 tedna? Ker smo načrtovali cirka 50 000 evrov in to je to. Ja. Pa ni to finančna sredstva. Prvo morate vedeti, da vas par podpira 100 ljudi, cela organizacija, vse ostalo je bilo veliko, to je ena zadeva. Res bi lahko mogoče, ker če bi spremenili še en teden več, verjetno ne bi nič kaj več ali pa manj podpiralo. Drugo je tisti nek optimalni okvir, ki smo ga mi rekli, da je to optimalni okvir. Drugo pa je, da imamo še tudi druge oblike mi. In verjamem, da jih veste, prostovoljno služenje vojaškega roka in predvsem, da se odločite za poklicno zastavo, ki bo pa krepko dalje trajalo kot 2 tedna. Tako da je to prva pokušanja in me veseli, no, če vam je to všeč, da bi še kakšen teden potegnili. Tako da pa mogoče za razmišljati, da imamo 2 obliki. Torej je pozitivno. Niste tako slabi, kot vrno. Nismo. Niste tako slabi. Tako da evo, bomo razmislili, ampak verjetno bomo v teh okvirih ostali proba noter, pa dobili cel paket dinamike v 2 tednih. Ko vprašam pa kakšno dekle, bi pa sigurno rekla, zakaj je 3 dni preveč. Bi kakšno 3 dni manj mogoče bilo. Tudi dekletom je premalo 2 tedna. A resno? To me veseli, no. To me veseli, da ni tako slabo, no, pri nas, tako da se dobro počutimo, no, kar me je. Kdo je bil lani? Prvi vod levo. Prvi vod. A vi ste tisti? No, super. Kdaj končate študije? Čisto različno. Aha, ne. Pa pričakujemo z prijavnicami noter. To smo že dali? Drugo leto pričakujemo 4-5 od teh na selekciji. Super izkušnja, ja. Bi še najbrž enkrat šla, tako da mislim, da bi mogel vsak to probati.